Mislim, na istem govoru to soboto je tudi nekako ošvrknil bivšo zaposčino LDS-a, pa zares in LDS. In sicer z besedami, da bi pričakoval bolj sredinsko politiko od teh dveh strank, oziroma nadaljevanje nekakšne linije Drnovška. Pa me zanima, a to lahko razumemo kot nekakšen poziv po volitveni koaliciji? S kom? Recimo v vašem primeru LDS-SDS? Težko ocenjujem, če bi to njegov poziv. Jaz vem, da na take pozive trenutno nimam odprtih ušes. Naša prva izbira za koalicijo po volitvah so Socialni demokrati in Stranka zares. Da smo si to zavezo dali, smo že večkrat javno povedali. Zakaj? Dovolj smo videli v zadnjih 4 letih, da lahko povemo, da si Janeza Janše ne želimo še 4 leta, da vidimo trenutno oblast v opoziciji in da imamo dovolj stičnih točk, da bomo lahko oblikovali razvojno strategijo nadaljnega poteka dogodkov v Sloveniji. In levo, desno, sredinsko, vseeno je, kako se deklariraš. Šteje, važno je tisto, kar si naredil. Morda, ko poslušamo besede Janeza Janše, deluje, kot da je res zelo sredinski, zelo liberalen, da mu za njega res štejejo ljudje in uspehi Slovenije. Ampak to ni isti Janez Janša, ki smo poslušali zadnje 4 leta. In jaz pač njegovim besedam ne verjamem. In zato nikakor ne stavim na koalicijo z njim. Pripisujete to temu predvolilnemu mahčanju? Vse, kar se zdaj dogaja, je predvolilno. Ali je to mahčanje, ali je razdelanje, ali je združevanje, odvisno od okoliščin. Ampak vse besede, jasno, ki jih slišimo z njegovih ust, poskušajo popraviti ta vtis, ki ga je pustil v zadnjih letih. Enostavno ni ta pravi za voditi Slovenije.